Skratka, začenjamo s tradicionalnimi pogovori z ustvarjalci, kjer bomo v teh dopoldanskem času, dopoldanskih urah, predstavili tekmovalne filme predhodnega dne. Danes bo pravzaprav to le en film, in sicer je to otvoritveni film 27. festivala slovenskega filma, tekmovalni celovečerni dokumentarni film Centani, režiserke in scenaristke Maje Doroteje Prelog. Film je bil posnet pod okriljem produkcijske hiše Cvinger Film ter v koprodukciji Zena Film, Agresivna banda, RTV Slovenija, Wake Up Films, znova Cvinger Film, to boš pojasnil zakaj, Ratnik in pa Kvativena Film Production. Pa začnimo malo bolj sproščeno, pa dajte mi malo pojasniti, no. Pač film ima italijanski naslov, Centani. Sicer zvemo zakaj, ker je pač to ta fraza oziroma pač beseda, ki jo ponavlja Blaž, ko pač pravi, koliko časa bo živel, ampak vseeno, v filmu je tudi nekaj še teh italijanskih referenc na Coremato, pa tako naprej. Pa me zanima v bistvu, kje je prišla ta povezava z Italijo pravzaprav. Ja, v bistvu Centani tudi poleg vsega tega pomeni zdravica, mislim, kakor na zdravje. Tako da tudi tukaj je ena taka metaforična navezava na film. Drugače pa Italija je v bistvu v najinih srcih ostala zato, ker sva takrat, ko sva delala Waiting for Nothing to Happen v Italiji in se je Blažu to zgodil, ta prvič da je kolapsiral in je bilo težko in grozno, ampak hkrati je bila pa tudi ena taka lepa izkušnja, ne vem, težko razložim, vsaj zame. Takrat sva bila v umetniški rezidenci in sicer je bila to posledica nagrade na FEK-u za najkratki eksperimentalni film 2045 in v tistem okolju na jugu Italije, v Kalabriji, sva se počutila tako zelo sprejeta in domače in nama je bilo potem lažje nekako, vsaj meni, no, je bilo lažje s tem strahom bolj kopati. Ne vem, kako pa bilo za Blaža. Ja, tako kot je Maja rekla, sem v bistvu tam prvič dol padel in sem hotel tudi nazaj zlesti. Tako da drugače pa te vzponi v Italiji, ki so ponovadi del Gira d'Italia, so pač eni najbolj epskih in sem si jih res želel odpeljati. Vedel pa sem, rabil sem tudi višino nadmorsko, zaradi tega, da sem bil malo brain dead, da iz mene je prišlo to, kar je pol prišlo. Super. Jaz se najbolj iskreno opravičujem in mojim gostom in vam. Pozabil sem predstaviti pač seveda moje goste, ki so tukaj. Tako da to je Maja Doroteja Prelog, pač režiserka in scenaristka filma, nastopajoči Blaž Muren. Zraven je Rok Biček, producent filma, in pa na koncu Lev Predan Kovarski, direktor fotografije. Še enkrat se vam opravičujem. Jaz moram reči, da me je začetek filma zelo presenetil, no. Namreč v tem času recimo nekega opolnomočenja žensk podaš take močne izjave, kot češ ne znam biti sama, ne morem biti sama, samo s partnerjem sem, kar me je zelo presenetilo, pa me nekako zanima, kako se v tem kontekstu, se pravi tega časa, ki teži k nekemu opolnomočenju žensk, pa sebe kot te krhke neke bitja, ki se predstaviš, kakršno se predstaviš v filmu, se nekako vidiš v tem razmerju, no. Ja, sej, to je bilo tudi nekako moja največja rana, recimo temu pač ustvarjanju tega filma, ampak pač to sem jaz, taka sem. Mislim, vem, da so časi, kjer točno to sem se v bistvu spraševala, kako bo ta film sprejet, kako me bojo videli v tem času opolnomočenja žensk in empowerment in tako, ampak v resnici pač ravno to, da vse delimo te svoje zgodbe, tudi če nismo, mislim, strong women. Ja, se mi zdi, da je pomembno, da delimo svoje zgodbe. Tako da pol sem v bistvu spoznala, da je v tem pravzaprav ta moč. In to me je opolnomočilo, ker na koncu koncev s tem filmom sem doživela neko katarzo in sem, ja, je bila neka centrifuga, ki me je postavila v bistvu pred vprašanja življenjska in ja. Jaz moram reči, da me je zelo presenetilo, kako dosežeš tako dramatično napetost v dokumentarnem filmu.
Govorili ste, da je pač bilo veliko, oziroma da se je med samim filmom zgodilo nekaj, da se je spremenila struktura, naracija samega filma. Pa me zanima vseeno, meni se je zdelo zelo presenetljivo, no, da se tako dramatično stopnjuje, da taka intenzivnost čustvena v filmu, dokumentarnem filmu, kar nisem bil, moram priznati, najbolj navajen. No. Tako da mi dajte malo okrog tega povedati mogoče, kako ste to dosegli pravzaprav. Pač ta film je v resnici nastal v montaži in material je bil pač tako nabit s čustvi in močan in sem tudi prepoznala moč v materiala, ampak mislim, da dokler sem našla strukturo in pač način, kako v bistvu pripovedati zgodbo, da bo imela ta efekt, kakor ga je imela na mene. In je pač je bila posledica procesa dela v montaži in enostavno z nekimi prevpraševanji in pač ping-pong idej z kreativno ekipo v montaži smo prišli do ugotovitve, da pač povemo zgodbo od začetka in ne vem, mogoče nisem pač prav imela namena tako, kako ne rečem, tako pač je bilo in samo zato mislim, da je res prišlo do izraza, je bilo treba povedati zgodbo o meni in o najinem odnosu, da preden gremo na potovanje, da imamo že občutek, da to traja že 100 let, ta odnos. Da se potem lahko vse ti dogodki, ki se zgodijo, nekako povežejo in reflektirajo. Ja, so se pa sproti odpirale teme, seveda, kot še dodatno. Ampak to pomeni, da ste potem, se pravi, ko ste si ogledala zadevo v montaži, ugotovila, kako bo potekala sama pripoved, so se dosnemavali kakšne stvari, tudi ker proces je bil kar dolg, če sem prav razumel, ne? V bistvu, ja, edino, kar sem dosnemavala, so eni posnetki z mobitelom. In to je bilo v Beogradu, čist na koncu montaže, pa nekaj sva z Levom v bistvu šla v sred korone v UKC, ene par posnetkov še narediti. Ampak načeloma smo pa vse posneli v tistem enem mesecu na potovanju, pa pač prej sva imela z Blažem doma testna snemanja, ki niso bila mišljena, da se uporabijo, ampak na koncu so pač v filmu. Tako da vse skupaj je bilo to 4 mesece snemanja in to je to. Ker sem v bistvu tudi želela, no, da je to, da pač ostanemo v tistem času, kjer sem jaz ostala, kjer smo ostali na koncu potovanja, da tudi film v bistvu se tam konča. Ja. Vprašal sem zaradi tega, namreč, ker me je zelo presenetila tudi vključitev teh recimo domačih filmov, posnetkov iz tvojega otroštva. Namreč začne se kot neka skoraj da linearna pripoved v tem odnosu. Zelo je zanimivo se mi zdelo, kako se povsem izogneš skoraj da pač te procesu prebolevanja, se pravi pač nekih hospitalizacij, zdravljenju, kemoterapijam in dejansko se fokusiraš zgolj na ta odnos. Zato se mi je zdelo, da mogoče ste mogli kakšne določene stvari dosneti oziroma karkoli spremeniti. No? Ja, ampak v bistvu ta posnetek mojega otroštva je edini posnetek, ki ga imam, pač malo razrezan. Pa tudi v bolnici, ki je Blaž bil na kemoterapijah, sem slučajno naredila tiste 3 šote, ki so na koncu pač pristali v filmu. Ampak ja, fokusirali smo se pa na odnos zato, ker konec koncev pač bolezen te ne definira oziroma najunega odnosa, ampak pač sva, kar sva bila in to je samo ena pač izkušnja, ki naju je pač zajela. Zdelo se mi pa zelo zanimivo, ko v bistvu pokažeta oba, tu moram povedati, da tudi Blaž je izjemen v tem, kako pač človek, ki je prebolel neko smrtno bolezen, postane zelo aroganten na nek način do svoje okolice, ker se mu zdi, da ima edini to izkušnjo smrti. In intenzivnost tega me je res presenetila, no, tako da me zanima, če bi Blaž morda ti malo povedal še, a si se takoj odprl, a si bil takoj, oziroma si vedel, kam greš, ali so bili to preprosto neki izbruhi kot posledica
težavnosti, napornosti, kemoterapiji in vsega zdravljenja, pa tudi potem pač teh gonjenj v klance v Italiji. Ja, kot sem že prej povedal, sem se malo tudi sam hotel v to stanje spraviti, ker sem vedel, da sem takrat lahko pride ven tisto, kar je v nedeljskih filmih z happy ever after porožcami, ki jih ponovadi gledamo, teh, ki prebolijo terminalno bolezen, pa zmagajo. Ne. Pač realnost je kontra temu. Pač, v bistvu, jaz dokler sem bil bolan, pa dokler sem bil na zdravljenju, je bilo not ful lepo, pa okoli mene so bili sami ljudje, ki imamo izključno samo radi, pa jaz njih in so bile rožce, pa sem pa prišel ven, pa pač ni bilo več tako, zaradi tega, ker sem mogel nazaj dojeti, ok, tukaj je to, lahko me bo zdaj klejen, ne vem, na cesti za nalaž zrinu, pa še kaj drugega naredil. In v bistvu sem mogel s tem shandlati, verjetno malo tudi posledica tega, da sem zaradi teh močnih kemoterapij pač staknil to anksiozno motnjo, ki sem imel takrat še dosti izraženo, zdaj je s tem veliko bolj. Kar se tiče pa na samem snemanju, pa dlje, ko smo bili na poti, bolj sem prevzemal nadzor nad samim sabo, ker pač jaz sem prej sicer ljudi, čeprav je bila formalna ekipa, že poznal do neke mere so oni mene, valjda pa pač se kasneje, če si toliko časa skupaj na poti, pač toliko bolj spoznaš. In potem na začetku sem jaz bil zelo zlomljen, pa bogi, pa sem pa ugotovil, da v bistvu zdaj ok, ali grem dan pa se zjokam v kotu, pa pač Majo pustim na cedilu, ki mi je tako pomagala, ker pač ideja moja je bila, da jaz skušam dati vse, ona pa lahko naredi ta film, oziroma kakršen koli že pač bo, pa s tem na nek način nekako pač probam vrniti to vse, kar je počela zame, ker je v bistvu pač pazila skoraj kot na dojenčka. Potem pa Dlje, kad smo bili, bolj sem imel v bistvu kontrolo nad sabo in videl sem, da v bistvu lahko pač pa jaz prevzamem niti v svoje roke, tako da en prizor je na koncu, niti Maja do konca ni vedela, da sem pač jaz njo zignoriral. Tako da pač na to sem res ponosen in sem na to v bistvu kot na nek research takrat vzel, zaradi tega, ker me v bistvu tudi ful zanima, ne vem, vloga na svetu, ne sam za kamero, kakor si ponovadi sem bil ali pa si želim od zdaj naprej skozi biti, ampak tudi pač delo igralcev, zaradi tega, ker je izjemno in tudi vedno bolj spremljam in odkar sem pač to, čeprav sem bil jaz, pa sem, pod narekovaji igral sebe ali pa enega Blaža, ki ga pač tam gledamo, ker to pač nisem jaz. Zdaj po 5 letih, ker sem pač valjda tudi napredoval, ampak ja, pač lahko igralce mogoče malo bolj razumem do neke mere, pa jih tudi s tem toliko bolj cenim, pa v bistvu skušam čim bolj sprejemati delo vsaj nekaterih goatov, kot je Daniel Day-Lewis, recimo, ki gre do konca in na nek način pač tudi jaz takrat šel do konca, čeprav sem vedel, da se bom pač en dan mogel soočiti s tem, kakor sem, pač bad guy na platnu. Ja. Včeraj sem zvedel, zdaj ne vem, je ta informacija točna, da ste dejansko projekt začeli razvijati, pripravljati že leta 2017. Pa zdelo se mi je zelo zanimivo včeraj, kar si rekel na odru Rok, da pač dokumentarnemu filmu je treba prepustiti, da se paca, da pač ima svoj čas, da nastane. Pač bi malo več povedal o tem okoliščinah nastanka tako dolgega pravzaprav, no, tega filma. 2018, pardon. Se ne vem, pa mogoče o sami genezi lahko Maja pove več, mislim, kako smo začeli s tem. To, kar sem včeraj po filmu rekel, o tem času je bolj se nanašalo na čas, ki smo ga mi potrebovali v montaži. Ker bi se tudi nas mogoče presenetil malo, ampak smo vedeli, da ga rabimo in smo si ga vzeli in nekako uspeli prekrmariti do konca. Ker zelo hitro bi se lahko zgodilo, da bi nam rekli, deadline je potekel, morate stvari pripeljati do konca in tako da v bistvu nas je na nek način nas je korona tudi rešila, ker smo takrat v času korone praktično vsi filmi, ki so takrat nastajali, so dobili še neko podaljšanje. In to v bistvu nam je zelo prav prišlo v sami montaži. Ne. Ampak škoda je, da v bistvu morajo te neke višje sile prijeti, da lahko speleš proces, ki bi ga sicer moral speljati v takem daljšem času. Ne.
Ker pri dokumentarcu res nimaš kontrole, velikokrat ti ne veš, kaj se bo zgodilo v montaži, kako bodo stvari tekle. In, ja, če ne bi bilo tukaj tega časa, tudi film na koncu ne bi bil tak, mislim, bi mi dali v nek pol izdelek. Ne. Ja, pač ali pa drugačen film. Ja. Ne, dejansko se je projekt začel 2018 in zelo hitro smo v bistvu šli snemati. V roku enega leta smo pač pridobili sredstva in koprodukcija in bila je tudi ideja, v bistvu, da še preden mine 2 leti po transplantaciji krvotvornih matičnih celic, ko se lahko reče, da je pač pacient v remisiji, ja, da kakor še pred tem, da Blaž opravi ta svoj osebni Giro d'Italia. In to je bilo fiks. Mislim, tle sploh ni bilo debate. Imeli smo sicer predlog tudi od enega od koproducentov, da gremo, kaj pa če bi šli snemati spomladi, ker je takrat začne vse cveteti in to je tak preporod in tako, ampak spomladi je v Dolomitih še sneg in ja, september je bil idealen mesec in to smo izvedeli, hvala Bogu in hvala vsem, ki so pač pomagali, tudi recimo Adria Mobil, tako da smo lahko šli z 2 avtodomoma in enim tem Fičotom. Zakaj Fičot? Zato, ker je bil to idealen avto za snemati kolesarja iz avta, kjer lahko sedi ekipa noter, kompletna, skupaj z zdravstvenim tehnikom, če se slučajno na poti kaj Blaža zgodi, tako da smo imeli vso tehniko snemalno in zvočno, vsi 4 smo sedeli noter in še defibrilator. In lahko se je ta avto je bil toliko majhen, da smo se ustavili normalno ob cesti, tudi če so bile ozke ceste. Tako da ja, to je v bistvu Blaž naštudiral, no, preden smo šli, kaj bi bila najboljša opcija. Ampak kje si ga pa dobili? Mislim, to je to pa Rok zrihtal. Ja, Rok je pa pol zrihtal. Mislim, bil je kabrio, to je bistveno. Ne? Ja, od streha, seveda, jasno. Rok, da še malo pove, mislim, veš, zanimalo, jaz sem te vedno poznal kot režiserja in to verjetno pač vedno te bom imel že na režiserja. V vlogi producenta drugače delaš oziroma drugačna funkcija je pravzaprav. Pa me zanima, koliko ti ta dejstvo, da si sam izkusil pač vlogo režiserja, pomaga pri tem, ko delaš z ostalimi režiserji kot producent, seveda, ne? Ker prav to se mi je zdelo tisti moment, da zaznaš potrebo, da film potrebuje več, da poznaš tudi to drugo plat zgodbe, da se lažje v bistvu s tem projektom identificiraš in ga tudi pač razumeš na nek način. Ja, ne vem, mislim, meni se zdi to normalen proces. Zdaj, mora Maja povedati, če je bilo to res. Če je bilo neto ok, ampak mislim, jaz seveda izhajam iz tega, kar bi si jaz želel kot režiser imeti neke pogoje. Ne. V bistvu poskušam pri vseh filmih, kjer sem v vlogi producenta delovati. Kaj pa zgodba z 2 Cvingerjeva? Mislim, v Avstriji je podružnica slovenskega Cvingerja. Ne. In v bistvu, ker samo ime Cvinger izhaja iz nemščine, to je v bistvu toponim enega hriba na Dolenjskem, ki se pač imenuje Cvinger po obzidju iz železne dobe, ki je na tem hribu. Ne. In iz naše zgodovine, kjer smo ljudje monarhije, so v bistvu vse te imena bila prevzeta iz nemščine in ker je pač v nemščini Cvinger srednjeveško obzidje, se ta hrib tako imenuje. Ne. Čeprav to je v bistvu ni srednjeveško obzidje, ampak je železno dobno. In pa sem jaz po tem gričku imenoval produkcijo. Ne. In pa, ko smo se širili v Avstrijo, smo pa rekli, no, vrnimo se k koreninam. Ne. Ker je pa zanimivo to, če smo malo arheologije, ker v bistvu, ko sem sprejemce prvo leto padel, sem šel za 1 leto na arheologijo. Ne. Tako da, mogoče je bilo boljše, da bi tam ostal. No, to so reči, na tem Cvingerju so najdeli situlo, precej pomembno, ki je na Dunaju v Narodnem muzeju razstavljena. Ne. Tako da, ko smo potem na Dunaju odprli ta Cvinger, smo rekli, evo, gremo nazaj k tej situli
Veš, to pa nisem vedel, jaz mislim, da je kaj s cvičkom mogoče. No, ne cviček, ne. Leo, ti si bil verjetno vesel, da se je snemanje prestavilo na jesen. Ne predstavljam se namreč, kako bi zanačil podobo teh različnih posnetkov, se pravi nekih home movijev iz tega obdobja otroštva Maje, notranjih posnetkov v stanovanju na začetku in pa potem te s rožicami v barvah različnih planot, ki bi jih snemali v Dolomitih. A se je prestavilo snemanje? Ne, v bistvu, srečo smo imeli, da se ni Da predstavilo. se ni predstavilo. Aha, ja. Tako da ni bilo te težave. No, ampak si mogel na kakšen način izenačevati, recimo tle neke tone, recimo tonaliteto barv, gledati, paziti na kakšne stvari. Ne, v bistvu, kadar imaš arhivski material v filmu, po mojih izkušnjah je vedno dobro iti s tem, kar je ta material in iti v bistvu kontrast s tem, kar si posnel danes. Zato, da v bistvu jasno ločeš, ker nočeš v bistvu graditi na tem, da, ne vem, da bi publika razumela, da je to kakor isti čas, ampak v bistvu hočeš jasno ločnico za publiko narediti, a ne za gledalca, da razume. In te materiali so itak vedno, ne vem, slabše kvalitete ali pa drugačne kvalitete, z nekimi drugimi kamerami posnete, zato v bistvu potem je ta razlika, boljše, da je večja razlika. Ne? Ja. Pa ste te posnetke v stanovanju sama, si sama v bistvu ti pač kadrirala, delala, ali s pomočjo Leva sta tudi potem kakšne stvari še? Ne, posnetke v stanovanju sem sama delala, zato ker je bilo mišljeno na začetku, da pač bom tudi sama, čist sama posnela. Ja. No in pa smo pač mislim, da en mesec preden smo šli na pot, je Lev prišel z nami na Nekaj smo snemali tudi doma, ampak večina je tvojih, ne? Zato Ja, ker sta večina, pač te intimne pač- situacije itak ne more posneti tretja oseba. Ne? Med dvema človekoma na ta način se ne da, ne? Je pač nemogoče. Zato je tudi veliko teh materialov, kjer se Maja pa Blaž en drugega sama snemata. Ne? Tako, ja. Blaž, Pogačar ali Roglič? Pogačar. To razdvaja Že tako me slovensko ljudje ne publiko. marajo, pa če zdaj pa vem, da je Pogi gol, da bo pa ubil. Ne, Roglič je definitivno prvi, ki je pač zaoral ledino pač takih tovrstnih uspehov. To, kar počne pa tedaj, je pa pač totalen precedens v kadarkoli na svetu, kogarkoli. Tako da pač ta fant je res pač nekaj posebenega. Kakšen potencial ima film? Mislim, meni se namreč zanimiv ta zgodba, en del, seveda je to zgolj kolesarska, da pač ima nek potencial tudi v tujini, ker je pač ta hype trenutno se ustvarja, kolesarstvo, Slovenija. Tako da se da to malo povedati. Ste se že kje kazali film v kakšnem kontekstu festivalskem v tujini? Ali še ni bil, še ni začel te poti v Trstu? Potem smo nadaljevali v Sarajevu. Ja, seveda, v Trstu je bilo točno. Ja. Ja. Potem Maja, ti si zdaj v Na Luksemburgu. Makedok smo bili pa v Luksemburgu, ampak ne fokusiramo se toliko na pač ta kolesarski aspekt, čeprav bi bilo mogoče tudi luštno. Lahko izkoristil, ne? Ja, saj mogoče bi bilo fajn, da bi ti kolesarji videli ta film, čistko, da povejo, kaj si mislijo. Ampak ja. Sam je bil Ne. Ja, mislim, odziv je pa zanimiv, vsaj zame. Ne vem, včeraj na zadnje, če pomislim se s Sinišom Gačičem, ki je pač tudi voz veliko pogovarjala o tem. Potem dol v Sarajevu je bil en filmer, ki blizu Etne živi, pa je rekel, da od zdaj naprej pač ne bo več na 5 cm na balanco vozil na Etno gor, ker mu grejo kolesarji na živce, ampak sem mu dal vedeti, da so verjetno tudi ljudje. Tako da sem ful vesel, da pač se neki te mali premiki dogajajo, ampak ja, pač valjda cestno kolesarjenje je tukaj na nekem 5. planu. Nič bi vprašal, če je kakšno vprašanje, morda s strani občinstva, verjetno ne. Aha, pa je. Spoče lahko. Moje ime je Hubert Trnkoci. Ko sem se danes peljal na to konferenco, kjer ne bi se soočil z protagonisti tega filma, sem se spraševal, kaj naj vprašam. Pa sem pravzaprav gotovo, da nimam kaj vprašati. Zato se opravičujem, ker nimam vprašanja. Namreč zato, ker ste mi včeraj v tem filmu povedali vse. Ta neskončno iskren odnos do življenja je fenomenalen. Zato vam iz srca čestitam. Hvala. Mi je bilo pa po drugi strani zelo všeč,
ko ste vi včeraj na predstavitev ekipe povedala, da ste se večkrat zgubili v tem filmu. Veste, to je blagoslov. Ja, se To je strinjam. blagoslov tega filma, ker ste pustili življenju in filmu svojo pot. In zato ste verodostojni. Zato ste naredili tak film, kot ste ga naredili. Kapo dol. Hvala, ste me pustili brez besed. To je... Morda sam se pravičujem. Včeraj ste vi, ko je bila predstavitev ekipe, njega označili kot bad guya. Malo sem se Moram reči, hecal. da se s to definicijo ne strinjam. Ne, seveda. Ja. On je imel v tej vlogi, on je imel fantastično vlogo, pravzaprav to je življenje, to niti ni vloga, ne. Ker to niso neke razumske odločitve, ampak so neke, kaj ćemo temu reči, srčne ali ne vem kakšne že, življenjske. Ne, jaz mislim, On da je to... bil v bistvu globoko prizadet človek zaradi te travme, ki jo je doživel. Seveda. In ta travma je posledično v njem pustila sledi. Samo spraševanja, kdo je zdaj kriv, da se je vse to zgodilo. Ga je morda celo dodatno senzibilizirala. To se namreč veliko dogaja takrat, kadar pride do resnih travm v življenju, ki te, ko jih preživiš, dodatno senzibilizirajo. Ne? In to se Dela, sem je malo dela. niha. Aha. No in to se je v tem filmu fajn videl. Ne? Zato jaz njega nikakor nisem dojemal, morda sem vas narobe zastopil ali kakorkoli. Malo sem že. se hecal. Vse čestitke še enkrat. Hvala za lep večer. Bi pa reče nekaj povedal. Čestitam pravzaprav tudi vodstvu festivala, da se je odločil za ta korak, da ta film predstavi na večer, na slovesen večer otvoritve slovenskega filma. Tudi njim vse čestitke. Bomo rekli. Hvala. A sem videl, da je še eno vprašanje od zadaj? Ja. Aha. O, Sabina! Draga ekipa, jaz bi sam rada izrazila en globok poklon za ta film, ki sem ga videla že pred časom. Mislim, da tako neposrednega, brutalnega in osebnega filma že dolgo nisem videla. In všeč mi je bilo tudi, oziroma pohvale temu, da ste uspeli v montaži ohraniti autorefleksijo nad to, kar se je dogajalo, se pravi vse kritike producentov in direktorjev fotografije in podobno, ki spade v bistvu zelo komično. Moram reči, da sem cenila, da se je to ohranilo v film, ker mislim, da gre zelo v roko v roki s tem, kar je film sam hotel povedati. Tako da še enkrat čestitke in se pridružujem, da to, kar je letos naredil festival, da je izbral ta film za otvoritveni film, ena od boljših odločitev verjetno v njegovi zgodovini. Tako da, hvala. Hvala, Sabina. Bom samo še enkrat vprašal, če bi bilo še kakšno vprašanje, sicer se bom najlepše zahvalil, ker smo šli že malo preko ure. Ekipi, res iskrene čestitke za krasen, preprosto lep film. No. Tako da, Hvala. hvala vam.